Živa, dobrodošli spet v novem YouTube videu. Danes nas čaka en tak mal crazy ponovno video, namreč skušala bom poustvariti, pazi, čisto prvi YouTube oziroma make-up tutorial ever naložen na YouTube. Ja, dejansko to sega v leto 2006. Jaz sem takrat stara 14 let in mogoče ti lahko najlažje mal vzbudim to obdobje prek glasbe. Takrat je bil recimo, zelo popularen Domen Kumar, se ful govori zdaj o njemu, ko bo od Barn, in takrat je torej izdal ta svoj hit Banana. Potem zelo popularna je bila ena glasbena skupina, meni Bepop, 4Play sem mislila, in njihova skladba Tarča. In Manjca Špik je takrat izdala svojo novo pesem Marinero. V mojem srcu je tvoj pristan, čakam na te noč in dan, ti moj Marinero. In ja, leta 2006 je bil tudi naložen čisto prvi make-up tutorial ever. Naložila ga je, sam sekundo, Adrienne K. Nilsson, zdaj ne snima več. Naslov videa pa je dala Make-up Lessons, look hot in 5 minutes or less. In video je dolg samo 3 minute in 50 sekund, kar je res maljaš, če pač skušam še toliko skrčiti video, ne pridem pod 10 minut. Tako da me prav zanima, kaj je uspel narediti v tem času. Vidim pa, da je bila ona torej v vlogi vizažistke in da je imela en model. Ok, jaz se ful veselim, če tudi tebe zanima, kako mi bo tole ratal, kakšen make-up je bil takrat modern in torej kako ga bom jaz poustvarila, pol glej naprej. Evina, lepotilnica. Ok, pa dajmo, stisnem play in moblog number 1. To me spominja na poročila. Ok, to je model, Camille, ok. Make-up artist Adrienne, ok. Hello, prep, ok, že smo začele. Najprej torej navlažila kožo z moisturizer, se pravi vlažilno kremo. Jaz sem vam pripravljeno tukaj od znamke L'Occitane, či se že pri koncu. Tako da navlažimo kožo z torej kremo. Dan. Gremo naprej. Apply foundation to the Kaj? Dejansko je naložila puder samo po tej coni in ne na cel obraz. In še to z rokami. Ja, noč, dajmo. Čeprav to si zdaj sploh ne predstavljam, potem bo puder samo tako. Ok, danes uporabljam svoj med najljubšimi pudri, ne make-up, Milano Perfect Skin Oxygen Foundation. Čisto sem se že odvadila pudrati z rokami, ful mi je boljš pač s čopičem, da nimam prstov umazanih in tako. Tako da, ona je to naredila po tej coni, se pravi, da si boste predstavljali tako. Sploh ne bi smela po moj dati, čeprav nekaterim se masti koža tudi tukaj, tako da če dam tukaj dejansko ne golfam. Ok, in potem razmaža to kar s prsti, nobenega čopiča, nobenega beauty blenderja. Mene bolj to zdaj skrbi, kako pač to se bo videti, da je tle puder in tle ga ni. Začetek je malo tako, Gremo naprej. Zdaj dela nekaj s čopičem. Set with powder. Predvidevam, da gre za suh puder, ja. Ok. Saj čopič imamo to. In vidim, da ga nanaša po celem obrazu, tako da bom jaz zdaj skušala to izenačiti, ker nisem zdaj pudra dala po celem obrazu. Tako da bom skušala vsaj tako popraviti situacijo. Jaz ko uporabljam puder od znamke La Roche-Posay. Nekakšna številka 13. Zdaj si kar nekako lepo izenačim. Mogoče pa tale Adrienne ve, kaj dela. Gremo naprej. Kaj bo naslednje?
rdečilo predvidevam. Ne, obrvi, ok. In tukaj nam dajo gor okrog obraza, hecam pač tudi že ta oblika. En nasvet, torej tip, combing brows down first makes it easier to find the natural shape of your brow. Aha, ok, torej, če razumem, svetuje, da najprej počešeš obrv dol in potem rišeš linijo obrvi. Zanimivo, dajmo probat. Čopič imam pripravljen in tole paletko od znamke Love. Torej, tako. Ja, verjamem, takrat so bile zelo moderne te tanke obrvi, res kar se da naravne. Tukaj pa svetuje glih, da dol počešeš, a ne? Jaz grem pa ponovadi vedno malo nad obrv, da je bolj debela, ne? Ker zdaj v letu pač 2018 so bolj moderne debele obrvi. Tako da tale tehnika zdaj zame, priznam, je nekaj novega. Tako da me prav zanima, kako mi bo pasal na moj obraz. Aha, ok, zdaj, kakor vidim, nanaša krema z blush. Ja, in tudi s prsti. Uporabljam tale produkt od znamke Avon. Na eni strani je highlighter, na drugi strani pa je krema z blush, dobro, da ga imam. Vzamem prst in oblašam. Zdaj sem ful firpčna, kaj sledi v nadaljevanju. Ful mi je všeč ta glasba, dejansko piano. Aha, ok. Ok, nanaša rjavo senčilo na veko, zdaj že na drugem. Hitra je. Dobro, gremo. Evo, tukaj imam eno paletko, kjer je polno teh rjavih odtenkov, tako da bom uporabila kar tole. Zdaj samo, da zberem odtenk. Ona ima kar temno rjavo, tako da mogoče bom uporabila tole, se vidi to v kombinaciji s to. Pa kar me ful skrbi, ker nima nobenega primerja. Nobenega primerja, kako se bo to sploh prijelo na oč. Držim pesti, da bo šla za brisvat. Ok, nekaj se dogaja, čak. Mediano Milano Fashion. Zakaj ni nobenega nasveta, kaj dela, čeprav? A zgleda kakor, da bi v tole highlighter pa dobrjo, a ne? Ker se pač ful svet. Razlaga, Adriana, razlaga, jaz ne vem, kaj delaš, čeprav deluje mi, kot da bi pod lok obrvi res dala osvetljevalec. Pač bomo naredila zdaj to. Ne oprosti mi tega, da senčk ni zabrisala. Ok, gremo naprej, da vidim, kaj bo naslednji korak. Strah me je malo. Aha, po spodnji veki gre. S to isto rjavo senčko. Dobro, vzemam spet tole paletko od znamke Makeup Revolution, zmešam ti dve rjavi in naredim, da vidim za zihar, rjavo črto po celotni spodnji veki. Ja. Zdaj pri maskari. Dober, ona ima od znamke Clinique, jaz pa bom danes uporabila tole od znamke Deborah. Kaj bo naslednje? Aha, ok. Tip, add volume to bottom lashes by using a square brush to apply mascara. Kaj? Ne! Ne, zakaj bi to naredil? Pač maskaro daš na spodnje trepalnice in to je to. Oh my god, ok, zbrskam en čopič. Ta, za eyeliner, I guess. Vzemam maskaro, da vidite, kaj ona zdaj hoče. Pomočaš čopiče v to in zdaj s tem čopičem greš čez spodnje trepalnice. Zakaj? Ja, ni lažje pač nanesti direktno maskaro na spodnje. Se pravi, tako obarvaš. Totalno kompliciranje dela. In še pač kaj se ti zgodi, maskara se ti razmaže po spodnji veki.
Ok, kaj naslednje? Aha, ok, lip gloss v taki roza brezbarvni barvi. Ok, uporabila bom tale od znamke Victoria's Secret in sicer odtenek Love It. To je torej zares končni izgled, dajmo ga še malo pokomentirati. Torej, ok, začele smo z obrazom, pudrom. Kakor sem se na začetku ustrašila, da smo ga nanašali samo po tej coni, je dejansko ti suh puder zadevo rešil. In glede na to, da imam res puder v mojem odtenku, sploh ni slabo. Ful so mi všeč tale lička, ne vem, a je to zaradi pač tega blusha, ker je res tak zelo nežen, ali zaradi tehnike nanašanja torej s prsti, v glavnem to mi je ful všeč. Ne more se zadržati, najraje bi vzela en čopič, zabrisala tele očke, ker pač te ostri robovi ne morem, to me res ful moti. Pol obrvi so mi všeč, res so naravne, tanjše, kakor si jih jaz drugače rišem, tako da to mi je zanimivo. Ok, highlighter pod obrvjo tako in tako dam, tako da to mi je všeč. Trepalnice tudi edino, kar ji pač res ful zameram, so nanašanje torej spodnjih trepalnic s čopičem. Hello, zakaj? Pač imaš krtačko, daj na ne še po spodnjih, ampak mogoče ste bala, da bi preveč umazala, da tako bolj ima kontroliran nanos. Ampak meni je všeč tale make-up look. Jaz ga prav vidim na naslovnici kakšne revije v tistem času. Daj sporoči tudi ti, kako se ti zdi nasploh ta ideja o ustvarjanju prvega make-up tutoriala. Tako da bom z veseljem prebrala tvoje komentarje. Ne pozabi se tudi naročiti na moj kanal Evina Lepotilnica in mi slediti na Facebooku in Instagramu. Najdeš me pod imenom Evina Lepotilnica. Jaz se poslavljam za danes, se vidimo v naslednjem videu in čau!